Karla, živja. Živja. Nedavno si v Kavčku govorila o pomenu združevanja živil. Ja, drži. Kaj je to pravilno združevanje živil? Na kaj treba biti pozoren? Torej pri pravilnem združevanju živil upoštevamo pravila kombiniranja hrane, ki nam omogočajo lažjo prebavo. Se pravi, ugotovili so, da se določena živila v družbi težje prebavljajo, določena živila se pa lažje prebavljajo, če jih skupaj kombiniramo. Tukaj je preprosta kemija prebave. Nekaj preprostih pravil je, po katerih zelo učinkovito kombiniramo živila in bova zdaj naštela, katere so tista pravila, ki se jih je kar fino držati, če si hočemo olajšati prebavo, imeti več energije in se boljše počutiti. Eno že zelo znano pravilo je to, da ne smemo kombinirati beljakovin pa ogljikovih hidratov v istem obroku. To pomeni recimo meso in krompir. Ja, najbolj klasično kosilo, recimo nedeljsko, je meso pa krompir ali pa meso pa riž, mogoče riba pa krompir. Ja, to je napačna kombinacija. Beljakovine za prebavo zahtevajo kislo prebavno okolje, po drugi strani pa ogljikovi hidrati zahtevajo bazično prebavno okolje. Tukaj gre za preprosto kemijo, kaj se zgodi, ko se kislina in baza združita, nevtralizirata se. V takem primeru vsebina v želodcu leži, bom rekla, veliko dlje časa, kot bi bilo potrebno. In lahko pride do določenih težav, spahovanje, težje v želodcu, utrujeni smo. Recimo po takem nedeljskem kosilu se neredko zgodi, da smo vsi sesuti, utrujeni, nas vleče na kavč. Malo zakinkati, ne? Ja, tako je bilo dobro, no gremo zdaj malo še zakinkati. Ja, tako. No, skratka, to je tisto pravilo, ki je najbolj osnovno in ki se ga običajno ne držimo. Bi bilo pa zelo fajn, če si želimo olajšati prebavo. Se pravi, v tem primeru je idealno, da kombiniramo recimo meso z zelenjavo in solato, ogljikov hidrat, recimo krompir, kot sva omenila, pa ravno tako z zelenjavo pa solato. Se pravi, samo da se izogibamo tej kombinaciji meso pa krompir. Torej, to je prvi princip. To je prvi princip. K naslednjim se bomo vrnili malo kasneje. Super. Hvala, Karla. Malenkost.